koliko je pravzaprav receptorjev za estrogen v možganih. To je ta, bom rekla, gnezditven del. In ko ga je konec, se je treba na nov najdati. In vmes je eno obdobje tranzicije, telo to zelo močno nakaže, odvržite vse, kar vam je pomagalo preživeti, pa ni več funkcionalno. Fulejne prtljage nosimo sabo po nepotrebnem. In če prej nismo se otresali, no pa menopavza, idealen čas, da se tega znebimo, ne? Učitelj joge mi je nekoč razložil, da so v življenju vsake ženske 4 ženske. Prva je učenka, željna učenja in rasti. Druga je gospodinja. Ta se osredotoča na družino, kariero in oblikovanje svojega mesta pod soncem. Tretja je gozdna prebivalka. Ta prehaja od posvetnih odgovornosti k globlji povezanosti s seboj. In potem je tu še četrta. Ženska, ki se začne rojevati v obdobju predmenopavze, ki je čas preobrazbe, modrosti in duhovnega prebujenja. Z današnjo gostjo, odlično zdravnico, psihoterapevtko in avtorico knjig Izgorelost in A to je vse, kar je, bova govorili o tem, kako ta četrta ženska zaživi in katere spremembe spremljajo predmenopavzo. Fizične, čustvene in duševne. In pa seveda, kako vplivajo na naše odnose. Čeprav morda nisi v tem obdobju ali pa si moški, vseeno vabljen oziroma vabljena k poslušanju. Skoraj zagotovo obstaja v tvojem življenju ženska v domačem ali službenem okolju, ki se ji to dogaja. In razumevanje tega obdobja lahko pripomore k boljšim odnosom. V moji družbi je zdravnica in psihoterapevtka Tina Bončina. Tina, lepo pozdravljena ponovno kot gostja v podcastu Odkrito z Nives. Ja, najlepša hvala za vabilo. Z veseljem sem se odzvala, ker sem prejšnjič uživala, sva na pomembne teme nagovorile. Me zanima, kaj bomo odprle danes. Jaz mislim, da je enako pomembno. Let sva že ta pravih, da znava kaj videti o tem. Absolutno se strinjam. Ja. Torej, predmenopavza. Večina žensk je mnenja, da se to začne tam nekje okoli 40. blizu 50. Medtem ko lahko tako v medijih v zadnjem času zasledimo, da se pravzaprav predmenopavza premaknila, začetek predmenopavze premaknil že v sredino 30. In ker to obdobje traja 10 do 15 let, se mi zdi zelo pomembno, da se o tem vsaj naša generacija začne tudi pogovarjati, ne? In razlog, zakaj sem se obrnila nate, ki si psihoterapevtka in ne ginekolog oziroma nekdo, ki se ukvarja z hormoni, bom rekla, je ta, da sem v tvoji objavi zasledila, da si odkrila, koliko simptomov predmenopavze se prekriva s simptomi izgorelih, s katerimi se ti v svoji praksi izjemno veliko ukvarjaš. Ja, drži. Krat se mi je zdelo zelo zanimivo, da nisem prej tega opazila, ampak učimo se vsak dan, in tukaj sem se naučila na lastni koži. Res, bolj ko sem odkrivala, bolj sem bila osupnjena, koliko stvari sem jaz interpretirala znotraj stresa in ne pomislila, da pravzaprav gre za eno obdobje, za eno tranzicijo v življenju ene ženske, ki je lahko s tem povezana. Kar na osebni izkušnji podelila, če smem. Se pravi, jaz sem imela leto 2023 eno zoprno leto. Imeli smo eno bolezen v družini, obnavljala sem stanovanje in pisala sem knjigo. Se pravi, bila sem preseljena, velike ene skrbi in nekaj je bilo treba nameniti družinskemu članu, plus strokovno sem morala nekaj predstaviti, oddati, obdelati in tako naprej. No, in ko je bilo leta konec, sem bila v novem stanovanju zadovoljna v bistvu z vsem, kar sem naredila.
kljub žalosti nekako se mi je zdelo, da je bila prava pot. In ob vsem, kar znam, in ob vsem, kar sem delala, ni bilo nič boljše. In mi je mama še tako rekla, a ne bi ti malo tele svoje knjige prebrala? In sem jaz rekla, lahko tudi še enkrat knjigo jaz preberem, ampak nekaj ni, nekaj, a ne, če po tem principu, ki jaz zmeraj pravim, več istega ne pomaga. A ne. Jaz sem pravzaprav že nekaj časa namenila temu, da bi se sprostila, da bi regenerirala telo po tem enem težkem letu, pa ni bilo želenih rezultatov. Potem pa malo v komunikaciji s kolegicami in malo v raziskovanju tega, kaj se mi dogaja, sem pravzaprav šele seštela 2 + 2, da gre za predmenopauzalne spremembe in tudi se prijavila, seveda je moja ginekologinja, moja kolegica, na pregled in preiskavo. In pravzaprav najprej dobila ene hormone, potem druge, zamenjala najprej progesteron in šele, ko ni bilo boljše, to se mi, zakaj to delim, a ne? Zaradi tega, da pokažem s primerom, da imaš lahko vse znanje tega sveta, mislim, to glih nimam, no, ampak veliko znanje tega sveta, pa še vse ne pomisliš na določene aspekte. Zakaj ne? Ker so stigmatizirani, ker o tem nismo govorili, ker je bilo to neka strašno ženska zadeva, ker ni bilo raziskav narejenih. Šele pol sem videla, da celo medicino, vse, kar smo se učili na raziskavah, ki so narejene na nekem belem moškem 80 kil srednjih let. Na moškem. Ja, na moškem, pa tudi na belem, a ne, s tem, da to ni predominantno prebivalstvo in tako naprej. Skratka, malo pa po malo se je slika sestavila in ko sem šla nazaj do ginekologinje, pa ona je krasna ginekologinja, da ne bo kaj narobe razumljen, ampak ta del, ki se mi zdi mogoče malo anekdotno zanimiv, ko sem rekla, lej, jaz še zmeraj ne spim dobro, valung zdaj nimam več, ampak ni ta prav, pa jaz meditiram, hodim, pišem, berem, grem na svojo dozo umetnosti in tako naprej, nekaj ni okej, a ne. In sem rekla, daj mi prosim še estrogen, da se lahko o tem pogovarjava. Prav lahko se pogovarjava, daj še malo počakaj. In jaz, kaj pa naj čakam? Lej, pol kaj enkrat začneš, a ne. In pol jaz, okej, dajva končno mnogo, da počakam. Koliko je to? 3 mesece, prav 3 mesece. In pa sem šla, pa se mi je zdelo dobro, pa ne vem, če je dobro zakaj, ampak spoštujem, seveda, ona je strokovnjakinja. Jaz tudi terjam, da se moje mnenje spoštuje, kadar pride nekdo v obravnavo, zakaj si sicer pri meni, a ne. No, pa dobim popoldne message, ne vem, kaj sem komplicirala, imaš recept na kartici, ja, pojdi si iskat, a ne, jemlje se tako pa tako pa tako. Dobro, ampak kaj se iz tega lahko naučimo, a ne? Naučimo se lahko samo to, da je eno obdobje spreminjanja, a ne? Da mogoče 10 let nazaj se o tem ni govorilo, se ni tega predpisovali, nismo izobraževali ena druge, nismo stali na isti strani, do te mere, da je nek refleksen odziv ene ginekologinje, ki je velik strokovnjak, še vedno, da je še malo počakaj. In še vedno, pol, ko sem gledala, ona je seveda to prepoznala in tako je popravila, a ne, hvala Bogu. Ampak še vedno, ko sem gledala, z zadržkom se daje, a ne, vedno boljše je, ampak še vedno je zadržek, vedno se daje najnižje doze, kar je proti vsem pravilom hormonskih terapij, ki se vedno titrira do učinkovite doze, a ne. Še vedno se o tem težje pogovarjamo, še vedno ne delimo izkušenj, kam je treba to aplicirati, kako je najboljši izkoriščen in ne gre se kasneje pregledovati, a je učinkovalo. Skratka, jaz sem bolj vesela, da se spreminja, ampak ne morem pa mimo tega, da ne opazujem, kako je vse nenavadno pravzaprav, pa kako nismo niti razumeli pri vsej opremljenosti znanjem, ki jo imamo, kaj se dogaja, no.
Hvala za to, da si podelila tole z nami, ker se mi zdi, da je prav, če sva tukaj in tem govorimo, da govoriva tudi o nekih lastnih izkušnjah, ki jih imava, ne. Zdaj, jaz bi morda za začetek orisala ozadje predmenopavze. Se pravi, omenila si estrogena, ne. Se pravi, v predmenopavzi, to je v času, ko menstruacija še je ali pa je že neredna, začne raven hormona estrogen upadati. Tako. In kako se to v bistvu odraža potem fizično, na mentalu, čustveno? Tako. Jaz ne bom vsega povedala čisto medicinsko, zaradi tega, ker jaz že 15 let nisem somatski zdravnik, pa bolj priporočam, da prisluhnete dr. Maruši Strgulc, ki to zelo lepo predstavi. Jaz bom bolj tako uporabniško Tako, skušala po žensko, povedati. naše. Se pravi, glede na to, da so receptorji za estrogen po celem telesu in ne samo na rodilih in spolnih organih, so v tem primerni tudi simptomi. Se pravi, zakaj je to, pri prejšnjem vprašanju si dala iztočnico, ne, kaj se to pokriva s stresom in s temi simptomi izgorevanja. Se pravi, precej stvari se spremeni tam, ko estrogen vpliva. Eno je gotovo, recimo zame, ki delam veliko intelektualno, je ta megla v glavi, megla v možganih, brain fog po angleško. Ne najdeš besed, ne najdeš izrazov, pozabljaš sproti, kaj si se odločil, ne, kar je drugače izraziti znak kortizolskega, previsokih vrednosti kortizola, ki so ob stresu pač povišane. Potem je tukaj, da se spremeni prebava, ker se pojavi inzulinska rezistenca, se pravi, precej slabše prebavljamo sladkorje, inzulin nam niha in stranski učinek je, da imamo moteno presnovo maščob in da jih vse akumuliramo med zadnjico in trebuhom. Se pravi, potem v nekem centralnem delu telesa, kar je spet tudi podobno kot pri kortizolu, a ne. Potem so tukaj, estrogen tudi vpliva na to mazljivost sklepov in ratamo okoreli, nekako manj gibčni, a ne. Jaz recimo vam lahko povem, da sem hodila k fizioterapevtki, ki je sicer čudovito poskrbela zame pa vse, ampak jaz sem veliko denarja namenila za neko ramo, ker sem mislila, da sem pač pridna punčka, ki rada piše, pa se takole drži, a ne, kar je sicer vse res, a ne, ampak pravzaprav kljub vsem mojim manevrom ni bilo boljše, a ne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je to frozen shoulder, zamrznjena rama, povezana z upadom estrogena, a ne. Potem so tukaj te hot flashes, valonge, kakor jim mi prav lepo slovensko rečemo, a ne. Se pravi, oblivi vročine, to je zato, ker so receptorji za estrogen tudi na žilah. Žile se potem širijo in krčijo po nekem novem vzorcu, sebi lastnem, a ne, in takrat, kadar se to razširijo, to začutimo tudi kot naval vročine, nas oblije in tako naprej. In nas zbudi tudi ponoči. Ponoči nas zbudi in ta upad sladkorja in te žile, ki se razširijo, a ne, drugače pa ta pol tretja je tudi kortizolsko zbujanje, a ne, tisti, ki grejo preveč zmatrani, živčni spat, telo bo ugasnilo, ampak se bo pa pol treh zbudil. Tako kot ob vseh teh menopavzalnih radostih, a ne. Tako da, ja, a ne, ampak prej, ne vem, kaj naj rečem, žalostno, ampak resnično jaz nisem pravzaprav opazila toliko prekrivanja med vsem tem. Ampak ker sem se nekako zdravila perfekcionizma, sem do sebe zanesljiva, pa bolje pozno kot nikoli, a ne. In zdaj znam to prepoznati, pomislim v kontekstu, kadar imam ljudi pred sabo in jih znam tudi nekako usmeriti, da poskrbijo zase še drugače. Meni je zelo interesantno, ko si naštevala zdaj te znake, ne. Ja. Jaz se, Tina, v živo spomnim trenutka, ko sem pomislila, a je z mano vse v redu, ker
sem razmišljala, sem bila pred dilemo, a se špagete vrže v vrelo vodo, ali se jih da v mrzlo, pa se počaka, da zavre voda. Jo, Veš, tako mi je bilo. sočustvu. Čakaj, kaj zdaj se z mano dogaja? Ne, čakaj. In potem seveda, tako kot praviš, ne, ta megla v glavi, ta brain fog, ki res začneš razmišljati, čakaj, je moj procesor preobremenjen? Ker seveda najprej pomisliš na ta del, a ne, niti ne na to, o čemer se danes pogovarjava. Ja, kar sem jaz sicer do ene mere vesela, ker sem toliko vložila tega ozaveščanja in toliko ene promocije zdravja s preventivo stresa, da je meni dobro, da pomisliš, da če si zmatrana. To je napredek. Dajmo ne se polena pod noge dajati, a ne. Jaz pogosto slišam ljudi, ki mi rečejo, jaz sem dementan, a ne. Tudi ne pozabiti, ne, zdaj mineva 5. obletnica, bo zdajle, kar se je začela epidemija, ne, leto 2020 je bilo zaznamovano marc, pravzaprav s tem. In ena od posledic long covida, se pravi tega dolgotrajajočega covida, je tudi brain fog, a ne. Tako da smo v svetu, ki smo nekako obstreljeni s preveč informacijami, smo v svetu epidemičnem in smo glih mi ta prave starosti, da smo v menopavzi, kar pomeni, da imamo več razlogov, zakaj nam ne dela. Ne? Tudi demenca je med njimi, no, ampak mogoče smo medve vseeno še premlade za to. Ampak tako hecen je, mislim, hecen ali žalosten, se ne veš, kaj bi rekel. Ja. Odvisen, s katere strani pogledaš. No, ampak je več tega ljudje najprej pomislijo na demenco, no, se pravi, to je simptom, ki ga opazijo. Je pa pol treba pregledati, zakaj gre. Jaz recimo sem pri sebi mislila, da imam long covid, a ne. Tako sem se potem šele zavedla, da je to tudi del te simptomatike z upadanjem hormonov. Si morda zasledila, zakaj, kaj se v bistvu dogaja v teh naših ženskih možganih v času te predmenopavze oziroma menopavze potem? Jaz sem sicer prebrala nekaj študij, predvsem jaz sledim Lisi Mosconi, ona se veliko s tem ukvarja. Meni je bilo, jaz bom pač obrnila na svoje področje, moje področje je predvsem psihoterapija in promocija zdravja, ne samo zdravljenje zapletov. Tako da meni je bilo najbolj zanimiv ta aspekt, koliko je pravzaprav receptorjev za estrogen v možganih in kako močno je to povezan s to vlogo našo biološko. Ne, samica, nas bom tako poimenovala, je vse namenjena temu, da skrbi za zarod in da neguje mladiče. Zdaj pa menopavza pa pomeni, da mi nismo več rodne. Ne? In po tej logiki nimamo zares funkcije. Se pravi, ljudje, ženske, ostanemo žive še potem, ko nimamo več te funkcije, pa mislim, da orke pa še nekdo. Drugje pa samice pravzaprav, ko ne zmorejo več rojevati, se življenje steče. A te zmrzili smo. Res me zmrzili. Ja, zato smo mi na vrhu te prehrambene verige. Mi smo drugačna, racionalna bitja in smo si drugače tudi osmislili življenje. V življenju enega moškega to drugače zgleda, ne, ker ima drugačno tranzicijo, je bolj povezan, imajo pa tudi oni neko izgubo seksualne moči ali pa privlačnosti, drugo funkcijo v družbi. Naša povprečna življenjska doba je odvisna od države do države, ampak tle, ko smo razviti svet, je 80 plus minus. Ne? Se pravi, nekje ta zadnja tretjina življenja je drugače osmišljena, kakor skrbijo za potomce. In estrogen to tako lepo odraža. Zdaj pa, da ne bo, te vidim, da te kar zateguje. Bom ta dobro in ta slabo stran povedala. Okay? Se pravi, upad tega estrogena po eni strani povzroča vse te simptome, o katerih sva
govorila, telo se spreminja. Jaz rečem, da je meni bilo slabše kot v puberteti. A ne? V puberteti se aktivira, v menopavzi se deaktivira na ta način, na ta konkreten način. A ne? Ampak vse to, kar estrogen v glavi naredi, je tudi ta nega. A ne? Mi delamo dom, ognjišče domače, a ne? Skrbimo za skupnost, povezujemo, imamo fokus na to, vložimo, smo potrpežljive, damo ramo za jokati in tako naprej. In potem, ko to upada in ko se nehamo ukvarjati z drugimi, se začnemo ukvarjati s sabo. A ne? To je pa ta dober del. To je pa tisto, kar lahko poslušaš Helen Mirren pa Meryl Streep, da kaj obžalujejo v življenju, da niso večkrat rekle to besedo. Ne? Ja. To iz tega pride, ne? A je to dobro? Ja, meni se zdi, da je to pa vrhunsko. Absolutno. Tako da znotraj tega je tudi ena moč. Ena moč, da se pravi, je en del tega oddelan, da je ček, a ne? Tudi za tiste, da ne bo tako izgledalo, da samo one, ki imajo otroke. Vseeno gre tudi za razvoj ene kariere, za razvoj enega življenjskega obdobja, za neke produkte, ki si jih v življenju naredil, projekte, ki si jih izvedel. A ne? To je ta, bom rekla, gnezditven del. In ko ga je konec, se je treba na nov najti. A ne? In vmes je eno obdobje tranzicije. Telo to zelo močno nakaže, tako kot vedno, ne, telo nič ne špara, on se vzame svoje. Ja, sej, lej, v bistvu se je treba zgledovati po temu, a ne. Če telo se neusmiljeno spreminja, zakaj se ne bi tudi Dobro je edino, da si malo pripravljen na to, no, jaz nisem prevelik fan, presenečen, ne vem, kako si ti. Me neither. Tako da, ta del je pa dober, ker pravzaprav vse to, kar se govori o izgorelosti, pa kako reči ne, pa kako sem pa imeti to zdravo sebičnost, da zase poskrbiš, ker če ne moreš za nobenega drugega, to pa zdaj rata veliko lažje. Tako da to je pa razlog za proslavo, za moje pojme. Meni osebno, čeprav nisva tukaj samo zaradi mene, ampak si bom vzela to priložnost, mi je najbolj pri vsem tem obdobju interesantno to, da moje telo še ne kaže znakov. Trkam, evo, les ali neki. In sem vsak mesec vesela, ko dobim menstruacijo. Tako prav, yes, ne? Ampak čutim, pa na čustvenem, pa mentalno sem že prej rekla, to meglo, ne, da se stvari spreminjajo, da moje razpoloženje ful bolj niha, da veliko lažje jokam, da kar ne vem, kaj se dogaja z mano. In me zanima, kaj so ti, ne vem, verjetno za vsako žensko drugače čustveni sprožilci, ki nas toliko mečejo ali pa medejo v tem obdobju. Kaj takrat ven prihaja? A ven prihaja ali kaj se dogaja? Moram malo poštudirati. Ne vem, če lahko enoznačno pravilo rečem, zato, ker je tako in tako. Tega ne morem. Še najbližje enemu splošnemu odgovoru se mi zdi, da je tako, če dam spet analogijo s telesom, a ne, telo, kadar je preveč obremenjeno, popusti na svojem šibkem delu. In to je delno dedno, delno pa to, kako smo z njim ravnali, tudi epigenetsko, ne. Se pravi, eni bojo imeli visok tlak, eni bojo imeli motnje srčnega ritma, eni bojo imeli težave s ščitnico, eni z živčevjem in tako naprej. In če dava to paralelo z umom, ne, vsak ima eno svojo psihologiko. Pri nekomu je bilo treba biti nesebičen, pri nekomu je bilo treba biti marljiv, pri nekomu je bilo treba biti natančen, pri nekomu priljuden in tako naprej in tako naprej. In tam, kjer si verjetno živela tako, da si delala za druge, tam boš zdaj zanihala. A ne? Se pravi, tista vrednota, ki ni bila tvoja, ki je bila lažno tvoja, privzgojena, pa ne me narobe razumeti, ni nujno, da je zdaj slaba vrednota,
ampak bila ti je vsiljena. In un del, ki je irrelevanten, un bo zdaj popustil. Jaz lahko eno priporočilo. Yes. Jaz temu pravim alarm. A ne? Vzemite, tako kot rečem klientom, vzemite to tako, kot da vam je en na pladnju rekel, je tole za zrihtati. A ne? Ne vzeti tako, ja, kakšen sem. Ker s tem se daš zazankaš se, a ne. Čim si rečeš, to ni v redu, je stres, pol pojača to, vsakič, ko je to še večje in pol lepo začne ta hrček v tem koleščku laufati, a ne. Nikamor se ne pride. Se pravi, ta simptom, ali tako, kot si ti rekla, te me spravi jok, ali pa se izklopim, ali pa mi zaniha, tam je nekaj. A ne? Se pravi, to je tako, kot vam, tako karkoli ne maram, ampak kot bi Turšica z rdečo podčrtala, a ne. Se pravi, tam, dajva reči, tam se obkrož, pa klicajček, pa posveti več pozornosti temu, a ne. Pa slej, ko prej, bolj, ko boš osveščala, bolj, ko boš čuječa v takih momentih, večkrat boš ugotovila, on mi gre pravzaprav na živce, jaz sem pa stalno strašno prijazna, dobim pa nazaj nič, a ne. Ali pa, tle ponavljam v upanju, da me bo en opazil, pa me ne bo, če me ni 10 let, me pa tudi ta 11 ne bo. In tako naprej, in tako naprej. Simptom vedno ponuja tudi rešitev. Sam prečitati jo je treba. Okay. Ja, vidiš, spet vem nekaj novega. Ne? Hvala, Tina. Se pravi, tudi to, ko recimo opažaš, oziroma se ta notranji dialog začne dogajati, ne, ki je običajno glasnejši, pa bolj kritičen, je odvisen od tega, kaj se je znotraj tebe že prej kuhalo. Ja. Se pravi, ni nujno, da si zdaj, zaradi tega, ker si v predmenopavznem obdobju, zaradi tega pa zdaj bolj kritičen do sebe, ampak je nekdo drug lahko pa še bolj ljubeč do sebe. Gotovo. Nimajo, tretjina žensk nima nobenih težav, ali pa tisto, kar kakšen en simptom, recimo, ga vzamejo pač kakor, no, pa sem zdaj zrela ženska. Se pravi, kontekst zelo drugačen. A ne? Tako da nimajo vse težave, ene precej lažje zdrsnejo, se pravi, more pasti na plodna tla. A ne? Če si prej jedel slabo, boš imel večje težave. To lahko dosti z gotovostjo jaz rečem. Vseh sort. Telo, ki se stara, estrogen je vseeno en velik zaščitnik pred visokim holesterolom, pred aterosklerozo, pred osteoporozo in tako naprej. In nekdo, ki je že prej imel zdrav življenjski slog, se pravi, to je teh 300 minut na teden, toliko in toliko aerobne vadbe, toliko in toliko skrbi za mišičje, toliko in toliko dobre hrane, prebiotikov, probiotikov, antiinflamatornih snovi in tako naprej, ta bo zdrsnil v spremembo, oziroma ta ženska bo zdrsnila čez spremembo. A ne? Nekdo, ki je pa živel hitro življenje, jedel na nogah in zelo malo skrbel za telo, ja, tega bo pa majčkeno bolj udarila, ne. Tako ne znam drugače izpostaviti tega. A sem bila razumljiva? Razumljivo, Ja, seveda. okej. Zdaj sem pomislila, ko si govorila o načinu življenja in to, ne. Koliko lahko s tem si v bistvu ženske pomagamo? Da recimo, ko se začnejo te spremembe, da začneš biti bolj pazljiva na prehrano, na gibanje, na, ne vem, da hodiš prej spat. Ja. A veš, hodiš prej spat, a veš, da so zdaj odkrili, da ženske rabimo, mislim, da po 40. letu 8 do 10 ur spanja. Ne 6 do 8, a ne? Jaz podpišem. Jaz tudi podpišem, poštempljam, podpišem, zapečatam. Koliko vpliva slog življenja? Ekstremno. Meni se zdi, da je ekstremno. Nadomestna hormonska terapija strašno veliko pomaga, zaradi tega, ker enostavno, bom rekla, omogoči telesu nežen prehod, ampak
veliko vnetnih procesov se začne dogajati s spreminjanjem razmerij hormonov. Se ne gre samo za absolutne vrednosti, ampak gre za razmerje med vsemi hormoni. To je stresno za telo in neizbežno je tudi kortizola več. A ne? Tako da protivnetne snovi je treba začeti jemati. Jih naštejem. Jaz glisem hotel reči, da Ja, ja, ker sva rekli te teme, kar znam, bom podelila. Kar ti znam, jemlješ, bom podelila. recimo. Ja, jaz se trudim, da imam veliko teh začimb, ki so protivnetne, v različnih oblikah, ali svežih, ali pa posušenih. Se pravi, to so ingver, kurkuma, ob kurkumi vedno črn poper za absorpcijo, cimet, a ne. Okay. Kaj še tacga, jaz vem, kaj kumine, da bi pa blazno dopolnila, dodajala, pa niti ne. Ne. Dopolnim, sem pa kaj hrano dopolnim, predvsem D-vitamin pozim, pa magnezij, to dopolnjujem, sploh zaradi športa, drugače pa se trudim s hrano vnesti to, kar potrebujemo. Pa tudi te, kar je probiotikov pa prebiotikov, se pravi probiotiki, fermentirane stvari. Jaz, ko zagovarjam naš podalpski stil življenja, je to kisla repa, kislo zelje, seveda pa tisti, ki lahko tudi kimči, kombuče, kefiri. Kaj se delam? Zelenjava, a ne. Jaz sem prej mislila, da jem veliko zelenjave, predvsem zato, ker sem zelo prijatelj solat, ampak v bistvu sem jo jedla, ne vem, tretjino potrebne količine, tako da zdaj to sem si začela pripravljati obroke vnaprej, ampak predvsem režem zelenjavo. To je glavni moja priprava, ker če pridem zmatrana iz službe, se mi ne da nič sekljati. Tako da me to rež. Zelenjava in vlaknine, zelenjava mora biti pri vsakem obroku pol krožnika. Tako da to potem gledam na proteine, zaradi tega, ker s spremembo hormonov se nam manjša mišična masa. Ko se nam manjša mišična masa, imamo tudi manjšo porabo bazalno, a ne, kalorij. Zato tisto, kar smo prej, ljudje rečejo, nič ne jem, pa se redim. Ja, zaradi tega, a ne. Zaradi tega, ker je druga poraba, to, kar so prej navajeni bili, tudi če je bilo skromno, pravzaprav je zdaj presežek, a ne. In je treba to nagovoriti oziroma temu ustrezno prilagoditi. Tako da ne gre več, da lahko ješ kar češ, absolutno ne. Sploh tudi preprosti sladkorji. Žensko telo po 50 ni narejeno za to, oziroma je to bolj tako proslava, no, če smem reči. Ja, vem. Ampak glej, a veš, ni tako črnogledo, a ne. Recimo, če jaz lahko zase gotovo rečem, da sem že zajadrala in da moram nazaj nastaviti. Ampak sem, a ne. Jaz se zdaj okej počutim, kil je še preveč, ampak moč pa zdravje sta pa tule. A ne, tako da ni treba, da smo črnogledi. Vedno imamo vajeti v rokah, vedno lahko izboljšamo. Tako da je pa vreden, no. Vse tako zveni zdaj katastrofično, pa je treba na tisto paziti, pa to bo pa pa tret. Okej, ja, več dela je s telesom. Naša telesa niso narejena drugače za 80 let, a ne, so bolj za 50. Malo več je tega vzdrževanja, ampak rezultati so pa dobri, ne. Končno si malo neobremenjen, končno imaš čas zase, končno si tudi dovolj pameten, da ločiš seme od plev, relevantno od nerelevantnega, da znaš zamahniti z roko, ja. Meni je to dobro, no, dajmo ne pozabiti na to, da zrel je krasen. Kaj pa bi svetovala ženskam, ki ne zmorejo tega, veš, ki se kar ne znajdejo zdaj tej vlogi več, da niso, da ne rabijo, ne vem, ki se v bistvu znajdejo potem v nekem občutku krivde, zdaj pa sam sedim, pa sam s sabo se ukvarjam, pa, a veš, da ne znajo sprejeti te vloge.
O, Madonna, to pa je težko vprašanje. Kaj bi svetovala? Svetovala bi, da se povežejo z drugimi sotrpinkami in da skupaj napišajo drugo zgodbo. Če je pa kaj močno, je pa žensko pleme močno. Mislim, da je to za izkoristiti sebi v prid. Tako v bistvu preprosto in tako lahko dosegljivo večini, pa ne pomisliš na to, da bi stegnil roko. Jaz upam, da vedno bolj pomislimo na to. No? Mislim, da je toliko šlo družba v ene individualne sfere, da je dosegel svoj maksimum, tako skoraj malo po kvantni fiziki. Upam, da smo na maksimumu. Razen, da začne spet skupaj vleči. Res. No? A veš, tako kot je težko vzgajati otroka sam, je tudi težko iti čez spremembe sam. Pa povsem nepotrebno je, a ne? Ker smo bolj vsi v isti godli in kaj enkrat deliš stvari, kaj enkrat razumeš, da se ti nekaj dogaja, ko podeliš, ko vidiš, da je drug tudi tak, normaliziraš to in rečeš, a ja, se nisem jaz čudak, tako pač je, kaj pa lahko naredimo, kako se lahko stopimo nasprot, se pa da kaj premakniti. Pa to velja za vse, ne samo za menopavzalne, to velja za moške, ženske, otroke, učitelje, voditelje, ni da ni. Okay, pleme je močna, skupaj smo bolj močni pač. Čudovito si to povedala, hvala. Mi je dal misliti, ne? Ne vem, zakaj bi same trpele, če lahko v družbi se imamo dobro. No? Ampak veš, je res zanimivo. Jaz sem obdana s krogom žensk, ki izmenjujemo vse sorte izkušnje. Ampak kljub temu, da veliko vemo druga o drugi, je pa tema, o kateri se danes pogovarjava, zelo malokrat na tapeti. Pa smo vse tam v teh letih. Ne? Se pravi, še vedno je očitno res to nek tabu. Kaj lahko naredimo? Ja, viš, jaz tako... To je ta moj babel, mogoče moj mehurček, ne? Ja. Jaz, ko imam ta raziskovalni jaz, ko začnem klikati pa se naročevati na članke pa knjige, očitno moj algoritem me zasuje. Jaz nimam več občutka, da je tabu tema. Nimam, moram priznati, da nimam. Tako kot izgorelost se mi ne zdi več tabu tema. A veš, pa tudi v bistvu s tem pojavom socialnih omrežij, koliko je zdaj to že, 25 let nazaj, ne, to ne, 15 let nazaj, ne, se pravi, mi, ki smo zdaj stari na Facebooku, ne, smo začeli govoriti o temu. Ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo zdaj z drugimi omrežji, ampak Instagram pa Facebook sta kar dobro s tem prepredena. TikTok ima pa ene svoje pravila, ampak je tudi kar veliko tega gor. Ne? Ampak s tem, to je ta dober učinek v mreži, da se da hitro znanje razširiti in v obliki, ki vsak razume. Ne? Če kakorkoli mene boli, da ljudje ne berejo več kot 3 minute, ampak te videi pa vsem dajo nekaj, da greš vsaj pogledati ali pa da razumeš. Tako da jaz ne vem, če je še tabu tema. Pričakujem pa, da bo v naslednjih 10-20 letih veliko odkriti, zaradi tega, ker takoj, ko so razumeli, da je research narejen, se pravi raziskava narejena samo na moških, 80-kilskih moških srednjih let, a ne, se pravi 35-30 let star moški, mislim, da bo zdaj cel asortiment tega, kar se bo naredil na ženskih telesih. Ampak raziskava pa ni nekaj, kar narediš danes, pa jutro objaviš, ampak traja par let, pa vsi ti reviewji, pa meta-analize, pa tako naprej. Tako da se bo nekaj premaknilo, ampak mi smo priča začetku tega, kako se nekaj kolesje obrača. Tako da ne vem, a boš ti prva spregovorila o svoji družbi, pa boš mogoče naredila ti spremembo, a ne? Mi smo se pogovarjali o tem, ampak bolj v smislu... kako je bilo nepravilno doziranje hormonov in tega, ampak veš, ne pogovarjamo se pa o teh čustvenih nihanjih, ker jih enostavno ne pripišeš temu, se mi zdi, ne? In tudi, ko sem rekla, da se mi zdi tabu tema, mogoče je to, mogoče zato tako mislim, ker se res malo piše o tem. Mogoče ravno zato, ker je premalo nekih sodobnejših raziskav. Ja. Ali pa jaz ne prave, Ne vem, ne prav veš, vir novic spremljam, ne? No, sej. no, kot vidiš, recimo jaz, če sem poklikala, jaz sem zdaj
imam dovolj tega, a ne, ampak bom še razmislila, kako bom prav malo preverila, kako drugi spremljajo, ampak ta informacijski algoritem je kar Je. problematičen, ampak zdaj, ko boš to objavila, se ti bo Mogoče se bi bolj algoritem spremenil, ja. Kot bi. Ne, ampak to me je zdajle zbodlo. Kaj ne pripišeš teh nihanj? Čemu pa ste pripisali nihanja? Nezadovoljstvo v življenju. A veš? Nezadovoljstvo je povezano s tem, niste raziskali, zakaj ste pa nezadovoljni. Ja, seveda se veš, da znaš zmeri izven sebe, tako s prstom pokazati, zaradi tega, pa zaradi tega, pa zaradi tega, ne? Ja. Ne zdi se ti to? Kako dobro. A nismo fajn? Ne, saj, veš, zakaj se režim? Zato, ker v bistvu moram priznati, da jaz sem pač knjigo spisala zdaj skoraj 2 leti nazaj, a ne? Da povem, Ja, tole. knjiga. In a veš, in Super ta knjiga. naslov, a to je vse, kar je. Ja. In sem se pa spraševala, porka duš, če ni že to menopauzalna situacija iz mene govorila, jaz sem pa naredila cel projekt iz tega, kako se izlušča do originalne verzije. Ampak sem speljala misel do konca in ja, verjeten je, odgovor je, da verjeten je, govorila že menopauzalna sprememba iz mene. Ampak nič hudega, a ne? Ker lahko obrnem zdaj to, kar sva Ja. izvolili. A sva tle nekaj reči? Ne. Ne, to, kar si rekla, ne, ker sem jaz vprašala, čemu ste pa pripisali nihanja. Pa si rekla, ja, nezadovoljstvo, a ne? Ta pa ta. Tako se začne sprememba. Nič ni narobe s tem. Pokažeš nunga in rečeš, to me moti. Ampak razmišlji, zakaj. O tem pa pol pišem v knjigi, a ne? Tako da sem rekla, se vsem, kaj je sprožil, ker princip je pa povsod enak, a ne? Ti začutiš, da si nezadovoljna, zaznaš en svoj simptom, ga ozavestiš, vidiš, v katerih situacijah se ti pojavlja, najdeš vzorec in pol je pa šele domača naloga, a ne? Da ugotoviš, okej, kadar je tisto tako, se jaz počutim tako, a ne? Fill in the blanks. Se pravi, in pol, če se pa ne želim tako počutiti, kako pa se želim, in pol, ker razumeš, kako se želiš počutiti, lahko tudi razmišljaš, kako bi želela, da se obnaša. In tle se pol igraš. Česa nikoli nisi dobila? Zakaj izbiraš ki ne bojo nikoli se tako obnašali? Čeprav ti veš, kaj rabiš. Kako boš sebi zvesta, če veš, kaj rabiš, in poiskala nove ljudi, nove situacije, v katerih boš dobila to. In mogoče boš to dobila, pa boš ugotovila, da ni tako dobro, in boš ponovila vajo in boš spol najdla končno tisto, kar pa ti je okej. Nekaterim to zveni sebično, ampak v tem primeru za moje pojme to zdravilno in zdravo. Okay? To ne govorim, da ne bojo me ven iz konteksta poslušalci ali pa gledalci vzeli. Govorim za ene situacije, kjer gre za neka notranja občutja, ne za tist, ki je treba kakšno neprijetno opravilo do konca narediti. Knjiga se je meni zdela res tako, jaz bom uporabljala besedo zemljevid. Krasen zemljevid. Hvala. Res. In jo zelo priporočam. Zdaj, tebi lahko pokažem, to je tako ful enih rumenih črt, ki so me, veš, neke določene stvari res nagovorile in ki se želim vrniti k njima, ne. In jaz na ta način potem, zato imam rada svojo knjigo, ne nekaj iz knjižnice, ne, da lahko pol odprem pa rečem, kaj sem pa klele razmišljala, veš, kje sem odprla, ne boš verjela. Dobro je tudi vedeti, da je perfekcionizem tesno povezan s prokrastinacijo, odlašanjem z delom, ker se bojimo, da ne bo popolno, se stvari raje ne lotimo. Ja. A veš, da... Čudovito. Povem anekdoto. Ko sem dobila knjigo iz knjigarne, te sveže iz vode, dišeče, in sem šla takoj med prijatelje, knjigo sem dobila. In pol je vsak malo prelistal in pol en kolega odpre tako naključno
in tesnoba. In prav, pa točno to rabim, nenadoma sem tesnoba, noro. In pol ena reče, da je še meni, še jaz odprla. In odprem se, začne krohotati. In jaz, kje si pa odprla, da je podel z nami. Pa prav, jaz sem pa odprla na poglavju zavetje v številkah. Jaz ko in zakaj je to smešno, prav, ker sem jaz računovodkinja. Tako smo se, no, to je malo tako neumestno, ampak Meni je to res fascinantno, veš, kako se jaz odločam, je knjiga zame, ko jo recimo poberem iz, ne vem, prodajnega mesta. Odprem jo nekje Aha, in če me nagovori tist, kar sem naključno odprla, pole zame. Kako dobro. Tako da tukaj je bilo po barvi sodeč, ker lahko vidiš, koliko je obarvanga in dopisanga, ta je bila zame. Lej, super. Ta je bila zame in se mi zdi tole ena fajn istočnica, glede na to, da smo prej govorili, ne, ko se v tem našem predmenopavznem oziroma menopavznem obdobju začnejo dogajati razne spremembe in se začnemo več posvečati tudi sebi, ne. Da je lahko ena taka knjiga odličen pripomoček, da začneš raziskovati, če doslej še nisi pomislil na to, da bi raziskovala sebe, ne, ker si imela, ne vem, kariero, otroke, sitnega moža. Se, ob otrocih pa sitnem možu moraš močno raziskati, kaj pomeni, pa kaj ne. Ampak lahko bežiš drugam. Lahko pa bežiš drugam, Tako. to je drži. Ja. Najlepša hvala za vse te pohvale. Zelo sem vesela, ker zato je bila knjiga tudi tako napisana. Ne? Jaz sem mislila, da po izgorelosti ne bom nič več kaj napisala, pa je očitno bila še ena knjiga o meni, in sem želela, da človeka pelje. Nisem še noben mi rekel, da je zemljevid, to mi tako lepo zveni. Ampak ljudje, ki jo vzamejo v knjižnici, skozi je blazna čakalna vrsta. 11., 12. vrsti. Nisem sploh vedela tega, pa mi pol ljudje pošljajo, sem tako hvaležna za ta sporočila, ki jih dobim, pa se jo grejo pa še kupiti, ne. Vem, drage so knjige danes, ampak tako zelo sem, ne vem, kako naj rečem, vesela, srečna, da vidim, da jo ljudje hočejo imeti na polici in da se vračajo k njej. Ker tako nekako sem jo tudi naredila, da je, oziroma tako sem jo v upanju pisala, ne, da je jasno, da je enostavno in da so vaje, ki so popolnoma izvedljive, ne, da je treba blazen delati. To delo na sebi se tako tudi napišem noter, ne, se meni zdi včasih precenjeno. Zdi se mi, da bolj tako po Jungu, ne, toliko časa gradimo, najprej prvi del življenja gradimo svoj ego, da pol drug del se ga hočemo znebiti, ne. Bolj tako v tem slogu je. Odvržite vse, kar vam je pomagalo preživeti, pa ni več funkcionalno. Fulene prtljage nosimo sabo po nepotrebnem. In če prej nismo se otresali, no pa menopavza, idealen čas, da se tega znebimo. Ne? Res, da se tega znebimo. Pa se mi zdi tudi pomembno, da to, kar se nam dogaja, skomuniciramo s svojimi najbližjimi. Ne? Da razumejo, da ni zdaj matko kar neki pičala, ne? Pa je vsa sitna, ampak da mogoče najdemo pot, da tudi svojim, ne vem, družini razložimo, kaj se dogaja. Ne? Ta je težka naloga, ker to pomeni, da terjamo, da bojo drugi nas razumeli, pa terjamo, da nam drugi pomagajo ustvariti neko nežno okolje, kjer bomo mi preživeli. Se bojim, da so to te sanje, pa čakanje na Godoja, pa tako naprej. Ja, gotovo eno razumevanje enih sprememb omogoča drug odnos. Ampak jaz tle, kaj pa vem, sem jaz tako črno gledam, ampak jaz ne rada računam, da bo razumevanje ene snovi, ene tematike blazen spremenilo obnašanje mojih bližnjih.
a ne. Ja, Vseeno menopavza ni bolezen. Ni bolezen, a ne. Izgorelost na ta način vseeno naredi ene bolezenske znake, tle gre pa za en attitude, a ne. Če so prenašali PMS-e, pa bojo pa tudi menopavzo zmogli. Če jim pa kaj ni prav, ne grejo pa kakšen priročnik prebrati. Ampak da boš pa računala, da bojo pa vsi dobri do tebe, to pa je mogoče eno napačno prepričanje, a ne. Zdaj, ko si ga dala na pladnju, ga bom še malo pogrizla prav. Ja, izvolim. Zdaj nisem rekla, da je to da je to nekaj, kar bi potem tebe ujčkal, ampak bolj v smislu, da vrišeš neko ozadje, ker znajo predvsem mogoče otroci vzeti nase, a ne? Aha, ok, tako pa nisem sploh slišala. Ja, to pa je gotovo pomemben, da rečejo, aha, mat spet meče, pa grejo dalje. Na ta način. Nobena ni dobra, ne? Nobena rešitev ni dobra. Ok, ne, pomembno si izpostavlja, ne? Eno je, da vejo, da se tebi dogajajo spremembe in da če si ti empatična pa potrpežljiva do teh pubertetnikov, ki jih meče, nekako s svojim vzorom vzgajaš tudi to, da so oni potrpežljivi, ko imaš ti to drugo puberteto reče, ja. Okay. V kontra. V kontra, ja. Se pravi, nasprotno usmerjeno puberteto, a ne. To je pa moje vse, kar lahko dosežemo. Da smo en do drugega potrpežljivi, razumevajoči, pa da znamo odpustiti, a ne. Da ni to nekaj, kar se šteje, kar ženske rade delamo, a ne. Tako da ta del pa gotovo bi jim lahko bil v navdih, ja, imaš prav. Torej, ta čas nam je pisan na kožo, pravzaprav, če ga uspemo tako uzreti, a ne. Če uspemo razumeti, da so te spremembe, bom rekla, v bistvu del življenja in da nas čaka eno novo obdobje za eno novo vlogo, se mi zdi, da bomo lažje zdrsnili v to tretje življenjsko obdobje. Zelo zanimivo je tudi ta attitude, a ne. Nove raziskave kažejo, da tako, ko mi dojemamo, a ne, starost, tako približno bomo stari. Če bomo dojemali to končno čas zase, a ne, razvajati vnuke, mogoče kaj potovati, se ukvarjati s hobiji, ker nismo imeli časa, preživeti kvaliteten čas s partnerjem, mogoče tudi malo skupaj pomolčati, a ne, in tako naprej, malo stanovati, ja, malo skupaj stanovati. Potem, ne, bomo neki aktivni, radoživi, radovedni, še vedno intelektualno dobro opremljeni starostniki. Če pa smatramo, da je tretje življenjsko obdobje čakanje na smrt, bo šlo pa po tej drugi poti. Tako da na en način pomaga, če bomo vse spremembe uvedli, pa vse priročnike prebrali, če ne bomo tega tudi čutili in živeli, a ne. To pa je treba vsem povedati, da samo dejanja tle niso dovolj, da je tudi odnos in to, kako se postavimo v življenju, vitalnega pomena. Torej, to je res fajn obdobje za iskati moč v sebi, ne? Mogoče v tebi sam sprostil ven. No, ja. Sliši se dobro, ne? Sliši se dobro, ja. Ja. Tina, imam še zadnje vprašanje. Daj. In sicer mogoče, upam, da ne boš rekla, da je nehvaležno, ampak zanima me, kaj bi bila tvoja dediščina ali pa tvoj nasvet vsem ženskam, ki so v tem obdobju ali pa ki prihajajo v to obdobje. Eno tako zaključno misel. Da zdaj že poznate svoje napake, zdaj pa spoznajte svoje vrline, si jih nekam napište in jih ponavljajte kot poštevanko, ker tam je vaša moč in tam je naše zdravje. Wow.
Najlepša hvala za In pogovor. tebi. Uživala sem s tabo. Hvala. Enako.